4. oktobra smo se tudi mi udeležili zelenega druženja z namenom. Dogodek je že drugo leto pripravila Sandra Klemenc iz Zelene trgovine. Kaj vse se je dogajalo v tisto sončno soboto v BTC-ju v Ljubljani, si lahko ogledate v naših naslednjih minutah. Gospa Sandra, kaj je namen zelenega druženja? Zdi se mi, da trgovina z ekološkimi izdelki ne sme biti namenjena samo in le prodaji izdelkov. Zato sem se za drugi rojstni dan trgovine ponovno odločila, da priredim neko druženje in ta denar, ki bi ga drugače namenila promociji rojstnega dneva, raje namenim izobraževanju. Zato na zelenem druženju z namenom, ki ga tudi letos prirejamo v sodelovanju z družbo BTC Misija Zeleno, osveščamo ljudi o odgovornem ravnanju do lastnega zdravja najprej, do soljudi, narave in živali. Poleg predavanj, ki jih organizira projekt Skupaj za zdravje človeka in narave, smo pripravili tudi brezplačne praktične delavnice Rdečega križa, kjer lahko obiskovalci osvežijo znanja, ki so nujna za ohranitev življenja v prvih 3 minutah po nesreči. To so oživljanje z defibrilatorjem in brez, odstranitev tujka iz sapnika in ustavljanje hudih krvavitev. Sandra, omenili ste predavanja in napotke Rdečega križa, kdo pa se danes še predstavlja? Pri iskanju izdelkov za trgovino sem se zavezala, da poslujem v bistvu le s takimi podjetji, kjer za izdelki stojijo ljudje, ki jim lahko zaupam. Cenim oseben pristop in menim, da ta odnos 1 na 1 tudi na vseh ravneh poslovanja zagotovo prinaša najboljše rezultate. In ta odnos s partnerji je bil tudi povod za nastanek prvega slovenskega kluba, ekokluba, ki prav danes praznuje tudi prvi rojstni dan. Vanj smo združeni različni ponudniki ekoloških izdelkov ali storitev, ki so prijazne do okolja, spodbujajo spoštovanje in odgovorno ravnanje do narave in do ljudi. Tako smo danes tudi za člane ekokluba, partnerji, več kot 20 nas danes sodeluje na tem srečanju, pripravili posebne ugodnosti v nakupih naših izdelkov in tudi veliko nagradno igro. Niste pa pozabili tudi na najmlajše, kaj ne danes? Tako je. Dogodek bosta zabavno in poučno otroško predstavo popestrila tudi Škratek skokec in Čebelica Lenka. Otroci bodo lahko preizkusili svoje športne spretnosti na poligonu in slikali na velikanska platna. Danes je odprla vrata tudi ambulanta Posebni prijatelji, kjer bo za zdravstveno oskrbo plišastih igračk poskrbelo kulturno društvo, ekološko društvo Smetomet. Društvo Lajka pa bo povabilo nekaj posvojiteljev živali, ki bodo otrokom pripovedovali o svoji izkušnji s posvojeno živaljo. Ker je danes tudi dan živali, bodo tudi izobraževali mimoidoče, kakšen je pravilen pristop k neznanemu psu. Pa že razmišljate, da bo ta dogodek postal tradicionalen? Ja, upam, da bo. Res, da bo to zeleno druženje z namenom v sodelovanju z ekopartnerji in ekoklubom postalo tradicionalno. Rekli ste, da jih je vedno več? Tako je, ja. Vedno več je ekopartnerjev in tudi članov tega kluba, ki lahko pri teh partnerjih koristijo ugodnosti, je vsak dan več. Hvala, da ste na praznovanje povabili tudi nas in še enkrat iskrene čestitke. Hvala tudi vam. Sabina, vi danes predstavljate ilovnate omete. Kaj to pomeni? Ilovnati ometi so ometi za notranje prostore, ki pač nadomeščajo ostale omete in so popolnoma naravni, se pravi, da so sestavljeni iz ilovice in peska. Nanašajo se na surove stene. Njihova prednost pa je v tem, da dajo zelo ugodno mikroklimo v prostoru in sicer vežejo nase vlago oziroma jo vdajo v prostor, ko je premalo. Se pravi, da potem ni možnosti za nastanek plesni. Tudi vežejo nase vonjave. Ilovica s tem kremenčevim peskom je pa tudi zelo daje tako ugodno mikroklimo.
lahko bi rekli naravno in zdravo. Tako, naravno in zdravo, ja. Zasledila sem tudi naravne mineralne barve, to je nekaj novega. V bistvu je to že tako staro, če bi tako rekli, naši predniki so to uporabljali. Zdaj se pa spet nazaj vrača, te barve so narejene na osnovi marmorne moke in pa rastlinskega kazeina. Lahko se jim dodaja mineralne oziroma zemeljske pigmente. S tem lahko pač osvežimo svoj dom ali pa na novo pač obarvamo. So pa zelo zdrave, tako recimo proizvajalec celo pravi, lahko jo pijete samo ne več kot 1 liter na dan.